Lendavi je prejšnji teden odmeval primer, ko tamkajšnja farmacevtka občanki ni želela izdati kontracepcijskih tablet in se je pri tem sklicevala na ugovor vesti, saj je bilo tako dejanje proti njeni veri. Ja, da bi se v ta incident bolj poglobil, pa je naš obalni korespondent Marko Žerjal nocoj z nami, da nam bo malo več povedal o tem. Gospod Žerjal, dobrodošli. Zagotovo boste imeli kakšno sočno zapovedati čez tole farmacevtko, ki vas poznamo kot takšnega, ki bi znal imeti kaj sočno. Gospod Godler, ne. Ne? Ne. Zdaj, to je vaša služba. Vaša služba je, da prispevate komične prispevke. Kako ne? Ja, mene ne zanima, jaz ne bom komentiral tega incidenta, ker dajem ugovor vesti. Ugovor vesti? Ugovor vesti? Ja, mi je žal, ampak meni moja vest ne dopušča, da bi se norčeval iz ljudi po televiziji za tak denar. Prosto ne bom tega delal. Čakajte, to je proti vaši veri. Ja. Ampak v kaj pa verujete, da vam to ni sprejemljivo? Ja, verjamem, da nisem za to dovolj plačan. In pač ne bom komentiral te stvari. Gospod Godler, morate razumeti, jaz sem obalni korespondent in z nami na obali je tako kot z nepremičninami. Če kaj hočete, bo treba plačati. Čakajte, a ste slučajno videli, da pri tej farmacevtki, da je zaradi ugovora vesti ni bilo treba delati, zdaj hočete pa isto finto sprobati. Ni treba delati. Ker to ni ugovor, to je izgovor. Ne, sploh ni tako, okej, ne. Ja, tako je. Brez zamere, gospod Žerjal, če ne mislite opravljati svojega dela, ne vidim razloga, da vas plačal za to. Gospod Godler, tako pa ne bo šlo. Ugovor vesti je zakonsko, ne ustavno zagotovljena pravica. In kot pravi ZZD 56. člen, zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo. Črno na belem. Ok, razumem, ampak gospod Žerjal, vi niste zdravstveni delavec, vi ste, ne vem, komični bebavec, bi vam rekel. Mislim, če nekaj primerjave delamo. Gospod Godler, kako si drzete? Lepo prosim, jaz sem komik in kot tak štejem zdravstvene delavce, tako kot zdravniki, medicinske sestre, žongleri in farmacevti. Ja? Ste slišali mogoče kdaj smeh je pol zdravja? Kam je zdaj to šlo? In če meni ne verjamete, lahko gremo preko odvetnikov, ne vem? Ne, sam tega ne. Sam tega, vam verjamem. Ampak, lejte, snemati prispevke, to je vseeno vaša služba. Zakaj ste se prijavili za korespondenta, če ne nameravate korespondirati? Vas niti mal ne mika kakšno smešno povedati na to farmacevtko. Tle ležijo džoki. Čakaj, pogledam mojo plačilno listo. Ja. Ne, res me ne... Dobro, pa nič, ampak je pa to vse neugodno za stranko, da ni uspela dobiti teh tablet. Me zanima, če obstaja kakšna rešitev, da bi se v tem v prihodnje ognili. Ja, ne vem. Mogoče bi lahko naredili tako kot v Ljubljani, da bi že naprej farmacevtke nove preveril župan in če preveč ugovarjajo, jih pač ne zapusti. Ne se smijati! Jaz vas bom tožil! Bravo, gospod Žerjal. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.